Kar naprej. Dan, Dober dan. a lahko pridem not? Kar naprej. Izvolite. Kar tukaj lahko sedete. Dober dan še enkrat. Dan, Jaz sem psihologinja Kremžarjeva. jaz sem Jan. Pozdravljen, Jan. Bi mi malo povedal, zakaj ste danes prišel k meni? Kakšne so težave? Ja, prišel sem zaradi tega, ker tudi zato, ker hodim mojemu osebnemu zdravniku zaradi srca. Ja. Kaj pa je narobe z vašim srcem? Ja, velikokrat se mi pojavijo bolečine v prsih, pa težko diham, pa srce mi ful močno utripa, tako bum, 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 pa začne mi res razbijati. In kaj si potem mislite? Kakšne so vaše misli ob tem? Ja, ne vem, jaz mislim, da... Ne vem, zdi se mi, da bom dobil srčni napad ali pa da bom umrl. Kako dolgo pa že trajajo te vaše težave? Ne vem, 6 mesecev. Se spomnite mogoče dogodka, ki se je zgodil, ko ste prvič doživel tak napad in ko ste si potem interpretiral, da gre za srčni napad oziroma da gre za infarkt? Bilo je ful stresno obdobje na faksu, veliko izpitov je bilo. In pol sem šel enkrat zvečer v center in postalo mi je enkrat ful vroče in srce mi je začelo spet ful močno utripati in potem so prišle bolečine v prsih in nisem vedel, kaj naj naredim. In kaj ste naredil? Poklical sem punco, pa je ona prišla pome, in pa je bilo veliko boljše, no. Ja. In zdaj vsakič, ko v bistvu čutite to bitje srca, vsakič pomislite, da vas bo infarkt? Ja. Res je grozno, no, res... Tako, občutek imam še res, da bo še umrl, no. Ne vem, kako naj to razložim. Ja, tako da v bistvu eni ti občutki tesnobe, anksioznosti, ja, ideja oziroma misel na smrt, ja, infarkt, mora biti kar grozljivo, ne? Je. Grozen je, res je grozen. Ne vem, kaj naj naredim, no. Si znate kakorkoli pomagati v teh situacijah, ne? Zdaj, ko začne srce biti. Ja, in Ne. Ne. Ste kaj raziskoval, ste kaj gledal na spletu ali še niste se s tem ukvarjal? Mislim, prebral sem vse, kar piše o infarktu, o EKG-ju, vse sem prebral. Tudi prebral sem, da če ti pač, če nekdo dobi, pač da je zelo velika možnost, da lahko podeduješ infarkt, da je zelo deden. In pač to me zdaj skrbi, ne. Ja. Ste imel kakšen EKG narejen, so naredili telesne preiskave? Ja, mislim, zdravnik me je poslal na EKG, sicer rekel, da je bilo zelo dobro, kar me je zelo pomirilo, da pač so bili dobri rezultati, ampak ne vem, čez nekaj časa so se spet začeli pojavljati te simptomi in spet je prišel ta strah in pač res me je strah tega, da ne vem, tudi pač izogibam se vsakodnevnim situacijam, izogibam se športu, izogibam se vsem tudi bližnjim odnosom, zato ker pač me je strah, da ob kakšnem naporu, da me bo pač pobral. Ja. Ja. Verjetno bi si želel, da bi si na nek način znal pomagati, ne, v teh situacijah. Ja, Ja. Okej, mogoče lahko poskusiva z eno vajo, ki jo priporočamo pri teh napadih, ne, to, da probamo usmeriti pozornost iz lastnega telesa oziroma iz teh simptomov, iz teh občutkov, ne, da probamo usmeriti pozornost ven, ali na neko kognitivno nalogo, ali na nekaj zunanjega. Ja, poskusiva? lahko. Okej. Potem pa vzameva število 100, Aha. ja? Od tega števila odštejeva 3. Je koliko? 97. Pa od tega spet 3.
94, Od 94 odštejemo 3, 91, okay. Pa še 3. 88. Okay. Tako, ja? Potem lahko nadaljujemo v bistvu do nule in potem se vrnemo. Ja? In zdaj, če pogledava, ko ste se osredotočali na te številke oziroma ko ste računal, koliko ste bil pozoren na svoje telesno dogajanje, na bitje srca in ostale telesne funkcije? Manj sem bil. Okay. Ja. Tako da v bistvu to je ena metoda, ki jo lahko uporabite, če se vam zgodi to, da vam začne zelo biti srce, pa da se zelo osredotočate na to bitje, ja, da uporabite to, preusmerite pozornost, ne, na to kognitivno nalogo, ali pa lahko preusmerite pozornost na čist nekaj zunanjega. Ne. Recimo tukaj se lahko osredotočiva na tole tablo in štejeva črte. Ne, začniva kar spodaj, greva 1, 2, 3, tako. 4, 5, 6, 7, Okay. 8. Super. Evo, ja? Spet, če mogoče malo pogledava, kje je bila zdaj vaša pozornost? Mislim, Je bila. na štetju je bila. Ja. Okay. Ja, tako da si lahko predstavljate, ne, ko v bistvu se nekaj takega zgodi, ko se srčni utrip poviša, pa začnete čutiti te občutke tesnobnosti pa strahu, probajte takrat usmeriti pozornost navzven, ja, oziroma na eno to nalogo, tako čisto enostavno, kot sva danes tudi naredila. Ne? Okay. Okay, ja. Če boste želeli, pa lahko poskusiva še z večjimi nalogami, z večjimi vajami. Ja, in se lahko vidimo potem še na naslednjih srečanjih. Ne? To je pa potem od vas odvisno, če si boste zbrali nadaljevanje ali ne. Ja? Bi si želel poskusiti? Ja, lahko. Okay. Ja, kdaj se pa dobiva pol? Naslednji teden ob isti uri vam ustreza? Ja, mi je. Okay. Super. Potem pa se vidiva. Ok. Vse dobro. Vse dobro. V redu. Adijo. Lep dan.